Najlepše mesto na svetu, seveda, posebno zahvalo za to, da lahko razvijamo ta moderni koncept. Tako da se tukaj vsem vam, ki ste kot prostovoljci aktivni v dnevnih centrih, ker če ovrednotimo vaše delo po pravilih, ki veljajo za to področje, vam moram povedati, da svojim delom pokrivate že skoraj polovico stroškov, ki seveda v tem projektu nujno nastanejo. Želim vam, da bi še naprej uživali v programu in seveda, da bi se ravno dnevni centri aktivnosti, ki so in morajo postati garancija za vaše dolgoletno zdravje. Ne moram še citirati, pred kratkim, pred mesecem dni je bila na Japonskem v Kobiju globalna konferenca Svetovne zdravstvene organizacije, kjer je nek japonski profesor govoril o frontalnem korteksu, se pravi sprednjem režnju možganov, ki je rekel, da je bistven za to, da ostajamo zdravi telesno in mentalno, seveda ga je pa treba vaditi. Vaditi ga je treba z druženjem, z govorjenjem, z pisanjem, s petjem, z učenjem jezikov. Pravi, to je garancija, da bomo daleč v visoko starost mentalno pri sebi in telesno sposobni še poskrbeti. Jaz sem prej seveda pozabil povedati, med najbolj zaslužnimi oblikovalci teh naših programov so seveda naše strokovne vodje. Oni so bile tiste, ki sem jih naučil pa eno stvar. Ker so me sprašvali, a ne naredimo to, a ne naredimo ono, sem rekel, poskuste, če rata, rata, če ne poskuste, ne rata. Skratka, sem pa za gospoda župana pripravil tisto izhodišče, ki sem ga že povedal, da so namreč dnevni centri en kamenček v mozaiku podpornih ustanov v Ljubljani, ki je najlepše mesto na svetu in vabim gospoda župana, da bo spregovoril. Spoštovane gospe in gospode, dragi topnici, tovariši, zdaj smo vso razgovora. Pol govora mi je gospod Marko vzel, da se moram malo zbrati. Kaj mi reče na nas najljepšega mesta na svetu? Da je to res. Ampak iskrene čestitke za prvih 10 let. Sem se pripravil in primerno obleku, ker sem rekel 10. obletnica, zdaj bomo tu telovadili, bomo plesali, bomo peli. In sem rekel, zdaj se pa pripravim, da gremo v nov center 7 gradit, ki se že gradi. Prvi steber je že postavljen, tudi v Zalogu, garaža narejena, se pravi drugo leto, marc, mogoče april, najpozneje pa 9. maja bomo odprli še 7. center v Zalogu. Ta bo najnovejši, po mojem vsebini najboljši, ker bo dosti prostora, ker bo vsa vzdana znanja 10 let imel noto vključeno, vse to, kar potrebujete. In sama sreča, da imamo čim več kati. Da bodo tiste, ki so polne energije, polne dobrih misli, dobrih projektov, tudi skrbila za naprej, za razvoj in omogočil nam starejši, tudi jaz sem te blizu temu, da se dobro počutimo. Ampak te dnevne centri so postale res sržika tega najlepšega mesta na svetu, ker če so meščani prijazni starejšim invalidom, so prijazni vsem. To je osnovna misel, osnovna ideja. In če dodamo dnevne centri do zdaj te nove steze za hojo, da ne gre sam center mesta, ampak recimo na primer v Savi ali pa na PST-ju, in nove vse telovadne naprave, fitness naprave, ki vidim, da jih mnogi naše generacije koristijo, potem je res poskrbljeno, da se mi starejši dobro počutimo. Jaz sem prišel
četrtek nazaj iz Kopenhagna pa Malmeja, Danska pa Švedska. Imeli smo konferenco Eurocitisa, Ljubljana je dobila organizacijo konference 2017, spet nekaj posebnega, postali smo člani izvršnega odbora. In potem sem vedel, kaj bi lahko mi iz tega Kopenhagna pa Malmeja prinesli v Ljubljano. Zdaj, upam, da se to spoznate na fuzbol, ker na fuzbol se znamo vsi, ne. Pro vseh stvarih, ki sem jih ugledoval, sem si rekel, sam nekaj bi prinesel iz Malmeja v Ljubljano. In to je Zlatan Ibrahimović, da bi igral za Olimpijo. Vse ostalo Ljubljana ima bolje in več. In to je tisto, na kar smo ponosni lahko, kajti mi sedaj postajamo v Evropi primer dobre prakse. Nas citirajo na vseh konferencah, tu, ko je bil zadnja konferenca na Civitas Forum, so nas tako hvalili, da je bilo že nevarno za sladkorno bolezen. Ampak dejansko ne, to, kar nas zdaj postavlja v bok, Dunaju, Parizu, Londonu, mi pač imamo nekaj, kar oni nikoli ne bojo imeli. Jaz vem, da je Pariz mesto, ki vleče, ima ime, ima spomenike, ima zgodovino, ampak če govorimo po kvaliteti življenja, tam nimate kje hoditi po pločniku, ali pa da bomo rekel, da se prepeljete. Zato pravim, na mestu bomo biti ponosni, sem hvaležen za vso podporo mojim sodelavcem in mi bomo šli še naprej v tem razvoju. Ta mesec imamo 2 otvoritvi, ki sta izjemno pomembni in tudi nekaj posebnega. 18. novembra odpiramo regionalni center za predelavo odpadkov. Predelavo odpadkov za 37 občin na Barju. Tazga centra ni do Dunaja. Mi ne govorimo samo jug, vzhod, pa govorimo, da smo pripeljivi z vsem na zahodu in severu. In ta center je dal spet eno posebno mesto Ljubljani v Evropi, namreč 29. januarja dobil v Bruslu prvo nagrado, zato ker smo doma, na domovih, največji procent smeti ločevali. 63%. In smo prvi v Evropi po tem. Se pravi, cela Evropa se po nas odpira. Drugič, 27. novembra bomo odprli novo gimnastično dvorano na Viču, Cerar, Pegan, Trkovšek, ker delo nazivijo v 2 naših največjih, jasno, da je Cerar največji olimpionik. Ta dvorana bo omogočila našim gimnastičarjem, da se res pripravljajo za naprej. Naštel sem samo 2 od projektov, ki imata že uporabno dovoljenje, ki boste odprta ta mesec. V tem trenutku pa v Ljubljani izvajamo, reci in piše z besedo, 86 projektov. Živi, ki se delajo. A je kdo iz Vizovika, iz Hrušcetle? Jaz sem bil včeraj cel dan na Litijski. In Litijsko prvi del smo že pobelili, črte narisane, se pravi še en vikend, pa bo Litijska tiste odprta. Pa Savinova cesta, pa cesta v Kosten, pa Fužinska cesta, pa pod šoli. Drugo leto pride še Hruševska. Pa ne vem, Andreja Bitenca se dela, če veste. Pa ne bom začel naštevati, da ne bomo v Zanoški cesti, ki je čakala 20 let tisto šikano pregovorniku. Tako da uživajte, imate dost programa, dnevni centri so pomembno zbirališče, ker se srečujejo prijatelji, ker se srečujejo tisti, ki se hočejo družiti, ki imajo dobro v srcih. Predvsem pa, da ne pozabim, vas vabim obvez do 9. maja, ko bo spet proslava Ljubljane, mesta Heroj in bo nekaj posebnega. Srečno naslednjih 10 let. Da bo pol mir, da bo Katja povedala svoje izkušnje, da gremo, da jaz uidem. Lepo sedite. Hvala gospodu Zoranu Jankoviću za te lepe besede.
Spoštovani predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana, gospod Marjan Srmak, spoštovani predstavnici Mestne občine Ljubljana, spoštovani predstavniki različnih organizacij in seveda spoštovani člani in prostovoljci dnevnih centrov aktivnosti za starejše. Veliko veselje in čast mi je, da lahko danes stojim tukaj kot strokovna vodja programa, socialno-varstvenega programa, ki je v zadnjih letih naredil pravo revolucijo na področju oskrbe starejših. Program Dnevni center aktivnosti za starejše je zgodba o uspehu. Je zgodba o tem, kako malo je v resnici potrebno, da nekomu polepšamo dan. Neprofiljen način učimo solidarnosti, učimo se prilagajanja, učimo se sprejemanja drugačnosti. Učimo se, da različne generacije sobivamo skupaj v isti družbi. In le, če bomo držali skupaj, nam bo vsem skupaj lažje. Kot sem že omenila, Dnevni center na Povšetovi danes, natančneje včeraj, je praznoval 10. rojstni dan. Ne moremo vam predstaviti vseh članov, prostovoljcev in obiskovalcev, ki so stopili čez naša vrata. Ne morem vam povedati, kaj vse počnemo, s kom se sodelujemo. In v vseh teh zgodbah, ki sem jih srečala v teh letih, niti ne bi želela izpostavljati posameznikov. Zato smo vam pripravili kratek prerez teh 10 let. Nekaj utrinkov, nekaj spominov na vse to. Tudi sama sem pred 7 leti kot strokovna sodelavka začela delati v Dnevnem centru na Povšetovi in tudi danes, čeprav malo drugačni vlogi, še vedno sedim na Povšetovi. Zato mi ne zamerite, če moje srce za odtenek bolj bije v tem delu Ljubljane. Predtem bi se rada samo še zahvalila res vsem, ki ste kakorkoli danes prispevali, da je ta proslava uspela. Vsem, ki ste si vzeli čas in danes sedite tukaj z nami. Vsem, ki ste skozi leta prispevali svoj košček v mozaiku te zgodbe o uspehu. Moja osebna zahvala gospodu Srmaku, šefu z veliko začetnico. In seveda hvala vsem, ki boste še naprej naši. Zdaj pa samo še Tadeja, akcija!